obiskovalci oziroma gostje tega, bodoči kolegi, ki ste gostje tega informativnega dneva, moram vas obvestiti, da se tale dogodek snema, kar pa verjetno za vas ni poseben problem, saj se vas tako ali tako niti ne vidi. No, po tej, bi rekla, uradni in skoraj malo policijski uvodni besedi, lep pozdrav na oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. Jaz sem trenutna predstojnica, pišem se Katarina Marinčič, poučujem francosko književnost, moja namestnica pa je profesor doktor Patricia Farinelli, profesorica italijanske književnosti. To je pravzaprav funkcija, ki je zgolj formalna, kot boste videli v času vašega študija, boste zagotovo spoznali še druge kot predstojnike, tako da to ni nič posebnega. Imam pa to prijazno in prijetno dolžnost, da vas danes tukaj pozdravim na tem informativnem dnevu. Manuela, hvala za tale zaslon. Jaz bom poskusila, ne vem, če lahko naprej pomikam jaz to, ali pa mogoče, no, to so ti podatki, ki sem jih ravnokar že navedla. Strokovna tajnica oddelka, ki je seveda pa stalna in za vas verjetno bistveno pomembnejša, vsaj v nekaterih stvareh oseba od predstojnikov, pa je gospa Manuela Vollmeier. Jaz se pri tehle naslovih in številkah ne bi predolgo mudila. Manuela, jaz na žalost ne morem tega premikati naprej. Lahko jaz. Ja. No, tukaj le še dva izredno pomembna kontakta naših dveh bibliotekark. Ena je bibliotekarka v knjižnici za španščino, za francoski in italijanski del fonda, druga bibliotekarka oddelka oziroma fonda za španščino in tudi novo nastalo, novo razpisano portugalščino, luzitanistiko, kar naslednjega. No, to so pač štirje po novem, to z velikim zadovoljstvom povem, študiji, ki jih je na našem oddelku mogoče opisati. Italijanščina, španščina, francoščina, ki so bili že odtlej, in pa na veliko veselje vseh letos tudi nov študij portugalščine oziroma luzitanistike. Nekaj statističnih podatkov o oddelku, s katerimi se morda niti ne bi posebej ukvarjali, mogoče en kratek komentar, brala tehle cifer ne bom. Oddelek kot celota je seveda razmeroma velik, vendar boste vi po vsej verjetnosti vpisali eno ali pa morda, če bomo zelo srečni, dve naših smeri, kar pomeni, da boste pa vendarle študirali v enem veliko ožjem krogu kolegov, tudi seveda manjšim številom učiteljev, kar ima o tem še nekaj besed naprej, ker vem, kako so diapozitivi razporejeni, kar ima, jaz mislim, da številne prednosti. Tako s frazo zmeraj rečemo, pri nas niste eden od 500, ampak pravzaprav lahko rečem, recimo jaz zase, ki učim francosko književnost, da po enem letu študente poznam po imenih, po obrazih in skratka, približno tudi vem, kaj jih recimo zanima, kaj jih ne. Kar dajmo naprej tale. No, to je pa, bi rekla, en tak najbrž za vas zdajle popolnoma nezanimiv zapis, zgodovina oddelka, vas zanima prihodnost oddelka, kajti ta prihodnost ste zelo očitno vi. Pa vendarle ob tem ena taka spet komentar, pripomba, ta res dolga tradicija romanistike na Filozofski fakulteti, ki traja toliko časa kot zgodovina Univerze v Ljubljani, vam je vendarle lahko neke vrste, bi rekla, garancija. Profesorji, ki učimo na romanistiki ljubljanski, smo, upam si reči, že sami imeli odlične profesorje, in na tej tradiciji tudi skušamo graditi, pa seveda tudi popraviti kakšno napako iz preteklosti, ki smo sami v vaših letih kot študentje morda opažali, pa se je spominjamo. Torej, jaz mislim, da ta zgodovina vendarle ima neko svojo težo. Pa čisto tako, če je že to nek uvodni nagovor, potem bom pa jaz utihnila, bi rekla, da vsi
štirje jeziki, ki jih pri nas lahko študirate, pa seveda jeziki, ki se jih lahko učite v obliki lektorata, portugalščina, na primer, pa potem seveda še katalonščina in ne nazadnje romunščina, so jeziki izjemno pomembnih evropskih kulturnih narodov, pomembnih tako v zgodovinskem smislu, z velikimi literaturami, in pa seveda to so jeziki dežel, ki našo sedanjost še tudi zelo odločilno oblikujejo. In če si pravzaprav odprete s študijem enega ali pa dveh teh jezikov, bi rekla, vpogled v te kulture ste gotovo naredili ne samo za svoj osebni razvoj veliko, ampak navsezadnje tudi zato, da se čisto konkretno boljše znajdete v tem kompliciranem svetu, v katerem živimo. Toliko res z moje strani kot uvodni nagovor, zdajle mislim, da sledijo pa predstavitve. Dobro, to je video posnetek, ki si ga lahko ogledate na YouTubeu. Tega morda glede na časovno stisko tudi ne bomo zdajle predvajali predstavitev dela na našem oddelku. No, to je pa zdaj tak bolj konkretni napotki, programi podatki o študiju romanskih jezikov, torej vse programe prvostopenjske na našem oddelku lahko oziroma jih celo morate povezovati s še enim dvopredmetnim programom, ki je lahko seveda s filozofske fakultete ali pa po sporazumu tudi z enim od dvopredmetnih programov teološke fakultete. To so stvari, ki jih verjetno že v glavnem veste. Torej, študijski programi prve stopnje, francistika, italijanski jezik in književnost, španski in portugalski jezik in književnost, štirje programi. No, z vpisnimi mesti, to pa je morda nekoliko bolj relevantno, torej tele barve označujejo posamezne jezike. 50 mest za redni študij je tako na španščini, hispanistiki kot na francistiki, 40 mest in 5 mest za izredni študij na italijanistiki ter 15 mest in 5 mest za izredni študij na novo ustanovljeni, novo odprti luzitanistiki oziroma študiju portugalščine. To so povezave na koristne informacije, razpis, predstavitev študijskih programov. Potem pa, ko boste že pri nas, pogoji za napredovanje po programu, ki so verjetno pri večini študijev podobni, torej 30 kreditov na letno. Pa pogoj za dokončanje študija, so pa seveda osnovne opravljene obveznosti na obeh programih. Saj to so zelo logične stvari, jaz bi šla rajši kar k konkretnim predstavitvam. No, to sem pa še rekla, da bomo dodali par besed, torej o tem študiju v manjših skupinah sem že nekaj malega rekla, individualen pristop do študentov, kot prednosti naših študijev pa seveda tudi možnosti študija, izpopolnjevanja v tujini, imamo pogodbe Erasmus plus, Cepus, Lingua, Comenius, pa številne, v boljših časih vsaj so bile številne in bodo spet ekskurzije po Sloveniji, tudi v tujini, pa prireditve, ki že dolga leta imajo zelo dober odziv med študenti, na primer bralni maraton, gledališke skupine in seveda kot oddelek, ki je, bi rekla, jezikovno usposobljen za to, lahko gostimo tudi številne zanimive tuje predavatelje, tako univerzitetne profesorje kot občasno tudi recimo literarne ustvarjalce in druge zanimive osebnosti. No, zdaj sem pa prišla do prvega od programov, to je po abecednem redu naša francistika, in tukaj bi pa kar prosila za par besed še kolega profesorja Primoža Viteza pa lektorico gospo Anne-Cécile Lamy Josviak, da nam predstavita na kratko delo na francistiki.
Ok, hvala lepa. Najprej iskrena hvala, ker ste se udeležili, ker se udeležujete tega informativnega dneva. To ni pomembno samo za naš oddelek, za našo fakulteto. Se mi zdi, da ljudje, ki se odločajo za humanistiko in družboslovje, boste nosili pomemben del razvoja, ko rekel, naše skupnosti tudi širše. Zato se mi zdi, da vas še posebej moramo vam izreči dobrodošlico. Zdaj, francoski jezik, njegov status se skozi zgodovino spreminja. Tako je, da trenutno se mi zdi, da v razmerah, kakršne vladajo trenutno v svetu francoščine, pomen francoščine raste. Tako v mednarodnih, se pravi, teh političnih, ekonomskih razmerih in tako naprej. Skratka, mislim, da francoščina pridobiva na pomenu. Naš oddelek oziroma naši programi so koncipirani tako, da se mi zdi pomembno vklapljajo v ta osnovni koncept filozofske fakultete, ki je nekaj zelo dragocenega, po mojem mnenju, to je dvopredmetnost. Z dvopredmetnostjo se študentu širijo obzorja, soočanje z različnimi pristopi k stvarem, ki ga zanimajo, se pravi k jeziku in literaturi, s tem, da znotraj poučevanja tujih jezikov, za francoščino lahko rečem, da tudi to velja in za vse romanske jezike, veliko pozornosti posvečamo ravno temu razmerju med govorom in pisanjem, to se pravi med to vizualno pa neko slušno obliko jezika. Na tem na nek način temelji tudi v bistvu ta razdelitev na jezik in literaturo. Gre v bistvu za poslušanje in za branje tudi. V tem smislu je treba povedati še to, da znotraj pa jezikovnega pouka gre pa zlasti na prvi stopnji v veliki meri za gradnjo tega, čemu se reče jezikovna kompetenca. Pri poučevanju tujega jezika je to še posebej pomembno. Kar dosti predmetov in vaj je posvečeno temu, da se izgrajuje jezikovno znanje, in to tako na govornem kot na pisnem področju. Že tudi na prvi stopnji, zlasti pa potem na drugi, se pa začnejo seveda tudi jezikoslovni predmeti, to se pravi jezikoslovje v tem smislu, da se pogovarjamo tudi o tem, kaj jezik pravzaprav je, in s tem damo nekako širši miselni okvir tudi temu, kar je naš skupen predmet zanimanja, to se pravi jezik in v našem primeru bolj specifično francoščina. Toliko bi jaz imel za uvod. Hvala lepa. Najlepša hvala, Primož. Anne-Cécile, če lahko še ti par. Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence. Je m'appelle Anne-Cécile Lamy-Josiac et je suis lectrice de langue française au département des langues romanes. J'enseigne en licence 2 et 3 le français en usage, Französische Urabi, qui est une matière que vous allez suivre pendant les 3 premières années de vos études. Et j'enseigne aussi l'histoire et géographie de la France. J'aimerais vous présenter brièvement 2 points. Nos méthodes de travail pendant les TD, les travaux dirigés, VAE en slovène, et la troupe de théâtre que vous pourrez intégrer si vous avez envie de donner une dimension plus performative à vos études de français. Rapidement, comment vous allez travailler pendant les travaux dirigés, les TD, donc les fameux VAE, que ce soit de français en usage ou d'histoire-géographie. Quelques mots pour vous dire qu'il s'agit d'un travail dynamique, d'un travail d'analyse, un travail de réflexion à partir de documents authentiques, variés. Vous allez vous approprier divers moyens de la langue française en usage pour mener une réflexion approfondie sur la société française, mais pas seulement. Nous allons ensemble nous intéresser à la dimension francophone de la langue, ou je devrais dire plutôt des langues françaises, et croiser différentes visions du monde pour la confronter à la vôtre. Voilà, ce sont des travaux dirigés où l'on travaille beaucoup en petits groupes pour développer, comme mon collègue M. Primož Vitez l'a dit, pour développer vos compétences en langue.
que ce soit vos compétences de production, écrite, orale, ou d'expression, de compréhension écrite et orale. Et j'aimerais aussi insister sur le fait que les étudiants participent à un certain nombre d'événements organisés au sein de la faculté, parfois en collaboration avec l'Institut français de Slovénie. Il s'agit du prix Goncourt, voilà, du prix Goncourt, le prix littéraire le plus prestigieux en France. Il s'agit aussi de concours, de poésie, de slam. Bref, nous mettons tout en œuvre pour vous faire participer à des événements aussi hors de la faculté, en lien avec la langue française. Et si vous voulez justement donner une dimension plus performative à vos études, je vous invite à rejoindre la troupe des théâtreux, qui est la troupe de théâtre des étudiants de français qui existe depuis presque 40 ans. Et je partage avec vous le lien vers leur chaîne YouTube. Et je terminerai là-dessus. Au revoir. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Hvala, Anne-Cécile. Manuela, pejmo na naslednji diapozitiv in ta nas seveda pripelje do italijanskega jezika in književnosti, ki ga bosta predstavili profesorci, doktorci Martina Ožbotkari in Patricia Farinelli. Hvala. Hvala lepa, najprej tudi z italijanistične strani. Lep pozdrav vsem, dobrodošli vsi, torej tisti, ki vas zanima, ki se zanimate tako za študij italijanščine kot drugih romanskih jezikov, vseh se vas veselimo. Italijanščina je seveda, kot gotovo veste, zelo živ, zelo zanimiv, zelo poseben romanski jezik. No, sicer vsi romanski jeziki so izjemno lepi in živi, seveda kot tudi, bi rekla, jeziki nasploh lepi, ne? Ampak romanski recimo, da še posebej. In italijanščina iz številnih razlogov. Zgodovinsko gledano, kot veste, je jezik, ki je od vseh romanskih najbližji latinščini, kar je neka posebnost, seveda, z izjemno pestro zgodovino, ki je v več kot tisočletju prek mnogih umestnih stopenj pripeljala jezik do te točke, do te stopnje, kjer je danes. In danes je, kot vemo, v zelo dobri kondiciji, kot tudi, kot rečeno, vsi drugi romanski jeziki, o katerih je govor tukaj. Čeprav seveda ne gre za največji romanski jezik, italijanščino govori v Italiji približno 60 milijonov ljudi, drugje po svetu še kakšnih 15, recimo, ne, kot prvi jezik na vseh kontinentih, kot veste, je tudi italijansko izseljenstvo močno, italijansko, torej predstavniki pač italijanščine živijo na vseh koncih sveta, tako da italijanščina je res prisotna dejansko povsod. Poleg tega pa seveda še zelo veliko ljudi, kot vi, kot mi, ki se tega jezika učimo kot drugega ali tujega jezika, tako da v bistvu število govorcev italijanščine je še precej večje. No, skratka, čeprav ne gre za enega največjih jezikov, gre gotovo za enega najpomembnejših jezikov sveta. Med drugim je pomemben tudi zato, ker je tako kot slovenščina, dal veliko drugim jezikom, pomislite tudi na naš jezik, na slovenščino, koliko italijanskih izrazov ima z področja umetnosti, torej glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, upodabljajoče umetnosti, arhitekture, kulinarike, mode, botanike in tako naprej. Skratka, italijanščina je tukaj dejansko mednarodna, ima tudi izjemno književnost, ki je bila med vsemi evropskimi književnostmi mogoče prva polno razvita, ne, kot ste se gotovo že naučili, že v srednjem veku in v začetku renesanse, recimo z avtorji kot so Dante, Boccaccio, Petrarca, pa tudi drugi, in z njimi je dejansko italijanska književnost odločilno prispevala, odločilno vplivala tudi na nekatere, na mnoge druge književnosti, bližnje in daljne. Recimo Shakespeare danes, oziroma ko je živel in seveda, ko so nastala njegova dela in pozneje, ko ta njegova dela še vedno občudujemo, ne bi bil Shakespeare brez italijanske književnosti, brez doprinosa italijanske književnosti, ki je bila v njegovem času, torej kot rečeno, že zelo pomembna evropska književnost, daleč bolj kot angleška takrat, ne, tudi slovenščino, če vzamemo našo književnost, pomislite na Prešerna, dejansko tudi najin italijanska književnost vplivala, o tem so pisali tudi naši kolegi cele knjige in tako naprej. Skratka, gre za eno temeljnih, bi rekli, strokovno kanoničnih svetovnih književnosti. Za slovenski prostor je seveda italijanščina pomembna še iz nekega drugega razloga, gre za romanski jezik, ki nam je najbližji, geografsko najbližji, deloma bi rekli mogoče tudi kulturno morda, ne. Gre za jezik sosednje države, tudi jezik manjšine,
italijanske manjšine, ki živi v Sloveniji, kot verjetno veste. In skratka, prav s tem jezikom in s to kulturo imamo Slovenci stoletja dolgo, ne, pravzaprav 1000 let, če vzamemo naše prednike, živahne izmenjave, ki niso samo kulturne, ampak tudi gospodarske in poslovne. In tudi, če vas zanima recimo kaj bolj takega, bolj recimo kakšna poslovna kariera ali kaj podobnega, je italijanščina lahko zelo relevantna kot jezik. No, kar zadeva študij, mi se skušamo vseh teh problematik in vsebin dotakniti pri našem programu. Kot vidite tukaj na ekranu in kot so moji kolegi in vaši bodoči kolegi torej že povedali, gre na našem oddelku pri vseh teh jezikih za zelo podobno strukturo, se pravi, učimo vas seveda jezika, da se znate dobro izražati pisno in ustno, da znate jezik dobro opazovati, ampak se pri tem ne ustavimo seveda. Učimo vas tudi o jeziku, kot je povedal profesor Vitez pred mano. Gre za to pač, da vas naučimo jezik sistematično opazovati, o njem razmišljati, povemo vam pač, kaj je zanj značilno, se pravi, kako ga opišemo in tudi nekaj, bi rekla, bolj teoretskih vsebin v zvezi s tem vam ponudimo. Na to seveda velik sklop, pomemben sklop je književnost, kultura, družba, civilizacija, zgodovina tudi, italijanska. En poseben sklop je tudi prevajanje. Na prvi stopnji gre predvsem za prevajanje iz italijanščine v slovenščino, se pravi nekako iz lažjega iz lažjega v težje, ne? Lažje prevajati v svoj jezik in vi ste pač skoraj vsi seveda po prvem jeziku Slovenci. Poleg tega seveda pa vam nudimo, tako kot je bilo rečeno že za francoščino, tudi druge dejavnosti, kot je recimo italijansko gledališče. Zelo močen je pa tudi stik z Italijanskim kulturnim inštitutom v Ljubljani, ki prireja pač številne dogodke, zanimive pač za vse nas, ki se pač ukvarjamo z italijanščino. Skratka, še enkrat dobrodošli in zelo upam, da se pač vidimo seveda pozneje oktobra. Smo pa seveda na voljo tudi za vaše vprašanja. Hvala za zdaj. Najlepša hvala, Martina. Patrizia Farinelli. Dober dan, dobrodošli in dobrodošli tudi z moje strani. Allora io vorrei solamente dire 2 parole sulla letteratura italiana, visto che insegno letteratura italiana. Il corso è una componente essenziale del programma di italianistica e offriamo esercitazioni, lezioni. Che cosa facciamo in questi corsi? Presentiamo certamente la storia della letteratura italiana, gli autori canonici, ma anche analisi dei testi. Quindi c'è anche una parte pratica interessante, in modo che riceviate una competenza nella lettura e interpretazione dei testi per poter poi lavorare anche in questo ambito. L'ambiente, come sottolineava già la collega, è un ambiente disteso, attivo, c'è un buon rapporto anche nei numeri fra gli iscritti e i docenti. Senz'altro è importante questo lato pragmatico. L'italiano è una lingua del paese vicino, quindi ha un senso studiarla in Slovenia, un senso particolare, come del resto tutte le altre lingue romanze, perché sono importanti in Europa, in questo caso l'italiano ancora di più. Però accanto a questo lato pragmatico io sottolineerei un altro lato. È importante pensare anche alle motivazioni. Quindi se ci si iscrive a una di queste lingue è molto importante essere attivi e avere un interesse vivo per quello che andate studiando. Buona scelta a tutti. Najlepša hvala, Patricia. Zdaj bi pa prosila Manuelo za naslednjo tablico. No, zdaj smo prišli do španskega jezika in književnosti, ki ga bosta pa predstavila kolega, oba docenta, dr. Alejandro Rodriguez Diaz del Real in Nace Fok v vrstnem redu, kot si ga sama izbereta. Dobro, hvala, Katarina. Alejandro, če dovoliš, mogoče velja. Hvala. No, tudi jaz vas vse zelo lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem, da ste se udeležili, tako kot je že kolega Primož Vitez rekel. Gre za, torej študij španskega jezika in književnosti je zasnovan
podobno kot ostala dva oziroma ostali trije po novem študiju na našem oddelku, imate esencialno jezik in književnost, pri čemer se jezika učite na dva načina, torej tudi na španščini, po eni strani učenje jezika, teh osnovnih kompetenc v moderni španščini, na drugi strani pa učenje o jeziku, torej že neki predmeti, ki imajo torej osnove lingvistike, ki se pa potem še bistveno razmahnejo na drugostopenskem študiju. In na drugi strani seveda književnost, tako španska kot hispanoameriška. Pa torej predmete imamo tudi posvečene kulturi in civilizaciji, se pravi spoznavanju družbe, dežel, kjer se španščina govori. Izmed vseh romanskih jezikov je španščina po številu govorcev najbolj zastopana, nekje 0,5 milijarde govorcev, med 450 pa 500 milijonov govorcev ima po vsem svetu, glavnina njih je v Latinski Ameriki. In tudi to je, vsak pravzaprav gleda svoj jezik, išče tudi na eni strani lepoto tega študija, na drugi strani pragmatizem istega študija. Kulturne vezi na eni strani znotraj Evrope, pa na drugi strani tudi z Latinsko Ameriko v gospodarstvu so izjemno pomembne, potem nenazadnje tudi zaradi kar precejšnje emigracije Slovencev v Latinsko Ameriko, zlasti tekom 20. stoletja. In torej španščina je jezik, ki se tudi na primer v Združenih državah je takoj na drugem mestu za angleškim jezikom. Zdaj mogoče bi vam še na kratko povedal, tudi kolegi so že omenili, ravno tako na španščini imamo tudi gledališče, dejansko je to celo izbirni predmet, ki si ga pač lahko izberete in katerega namen je v končni fazi tudi nek končni izdelek, predstava. Ta predmet poučuje naša kolegica Gema Santiago Alonso, tudi rojena govorka španščine. Španski jezik je v bistvu prinaša potem neke upoglede vam, saj na prvi stopnji, ki jih pa lahko poglabljate, razvijate tudi recimo na drugem študiju, če študirate recimo zraven antropologijo, zgodovino, sociologijo, nenazadnje slovenščino, kar vam daje res izjemno podlago za kasnejše prevajalstvo oziroma kasnejše delo kot prevajalci. Kajti zlasti svet Latinske Amerike, kot najbrž veste, ki so ga začeli na novo odkrivati pravzaprav v začetku 20. stoletja in ki se res interdisciplinarno razveja, ga tudi spoznavate ob tem našem študiju. Kar se tiče književnosti, recimo španščina je bila tja do 17. stoletja, do konca 17. stoletja jezik, prvi jezik na svetu, potem se je situacija zgodovinska spremenila in tudi književnost 16. in 17. stoletja španskega je izjemno pomembna za naš prostor, konkretno verjetno, ali pa mogoče veste, da je v knjižnici Matije Čopa, odkudar se je izposojal knjige ravno France Prešeren, je bilo ogromno avtorjev ravno španske renesanse in baroka tudi zlasti. Kar se tiče 20. stoletja, je pa ta tako imenovani boom hispanoameriške književnosti. Verjetno ste slišali za Garcia Marqueza, Vargasa Lloso in še številne druge pisatelje, ki so v 20. stoletju latinsko-ameriško književnost naredili nekako za eno poglavitnih za razvoj tudi v bistvu evropske in deloma s tem slovenske književnosti. Mogoče bi zdaj predal besedo kolegu Alejandru, da me dopolni. Muchas gracias. Yo simplemente decir que es un placer presentarme. Soy Alejandro Rodríguez, lector de Lengua Española 1, Španski jezik 1 y 2, y también de Cultura y Civilización, dedicada a la historia cultural de lo que hoy es España, hoy lo que sí, no siempre se llamó España, Castilla, Aragón, etc. Un poco de historia cultural, la segunda parte, Cultura y Civilización, porque la primera parte la dirige, la modera, la imparte otra profesora que es Urša Geršak. Querría decir que, resaltar dos cosas muy brevemente. En las clases, lo que a mí me parece importante
es lo que ya decía la colega profesora Patricia Farinelli. El ambiente es relajado, es bastante buen ambiente. Yo siempre he disfrutado mucho ese reducido número también de estudiantes, lo cual nos permite de alguna manera avanzar bastante, incluso para aquellas personas que puedan tener algún tipo de temor o timidez o simplemente una trema, ¿no? para decir cosas, nastopiti, presentar temáticas que a lo mejor son demasiado abstractas o más complejas que el simple uso funcional de una lengua que sirve para todas las lenguas, no solo para el español o castellano. Hay una inmersión prácticamente total desde el primer momento en nuestras clases. Puntualmente se usa, por supuesto, el esloveno, pero en el 90%, el 80% de los casos la lengua de trabajo es la lengua meta, es decir, el español, y eso ocurre desde octubre, desde principios del semestre y principios del curso. Por tanto, la participación activa es deseada y normalmente suele estar también garantizada. Existe una asignatura también, por supuesto, de teatro, que la dirige Gemma Santiago Alonso, que ya ha sido mencionada por el profesor Fock. Decir que, bueno, precisamente no solo para personas tímidas, para todo el mundo, porque la vida es un gran teatro, ¿no? Hablando con Calderón, todos desempeñamos un rol en algún momento de nuestras vidas y el teatro también es un ejercicio de autoconocimiento importantísimo, interesantísimo, que yo recomiendo también como la asignatura de conversación que lleva Andrea Trentz. Nada, simplemente lo he dicho todo, lo que quería resaltar, y me alegro mucho de poder daros también el Dobrodošli en octubre, y podéis escribirme también un email. Está dostop en la dirección de email en la página web de nuestro departamento. Muchas gracias. Najlepša hvala obema. Zdaj smo pa prispeli še do portugalščine. Tako, novi študij portugalskega jezika in književnosti nam bosta pa predstavili kolegici Mojca Medveček in Blažka Müller. Vidim, da sta že v zanosu. Najlepša hvala, Katarina. Najlepša hvala vsem, ki ste zdajle z nami in tudi z nama. Po portugalsko vas bova pozdravili. Ne vem, če se obe vidiva, Mojca, stisnite k meni, takole, torej, boa tarde, oziroma bom dia za vse, ki še niste jedli kosila. Torej, kot vidite te Prešerne nasmehe, gre za to, da smo zares veseli, da začenjamo študijem portugalskega jezika in književnosti z novim jezikovnim, študijskim, pa tudi raziskovalnim področjem v zgodovini slovenske družbe na katerikoli od slovenskih univerz, se pravi na Univerzi v Ljubljani. S tem bomo nekako zapolnili to vrzel, ki je vendarle obstajala. Imamo odlično razvit oddelek za romanske jezike in književnosti in zdaj tukaj še portugalščina. Zares sva torej veseli in vse skupaj se nam zdi kot ena velika pustolovščina, ki jo bova opravili, na katero se bova podali skupaj z vami. Bo tako kot nekakšna plovba, upam, da ne preveč viharna, po morju, tja nekam proč. Pustolovščina, plovba. Vsemu temu so Portugalci zelo nagnjeni. Ali kot pravi veliki mislec, premišljevalec, pesnik Fernando Pessoa. Ja, pravi. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Torej, ali se splata študirati portugalščino, ne vemo, vendar Pessoa pravi, vse je vredno, če le duša ni majhna. Pravi pa tudi para ser grande se inteiro, kar pomeni, če hočeš biti velik, bodi celovit. In portugalščina vsekakor je velik jezik. Prej smo slišali profesorja Foka, da je španščina bila in da je še zmeraj med največjimi, ampak tudi portugalščina je, približno 280 ljudi govori vsak dan portugalščino. Milijonov, 280, nas bo govorilo nas kmalu. Skratka, milijonov ljudi govori portugalski jezik kot
kot ga uporablja vsak dan v svojem vsakodnevnem življenju. Želela bi povedati, da je razširjenost portugalščine velika, govorimo jo v Evropi, govorijo jo v Braziliji, v Afriki, v 5 državah in tudi nekaj ostalin portugalščine kot uradnega jezika, zlasti kot jezika javnega življenja, je v Aziji, se pravi na 4 celinah. Pri nas na našem študiju se bomo učili portugalskega jezika, imeli bomo tudi slovnico portugalskega jezika, seveda pa tudi književnost, ki je dobro poznana pri nas, še kar dobro, to bo več povedala Mojca, in imeli bomo nekaj predmetov povezanih tudi s kulturo in civilizacijo luzofonskih držav. Mogoče še eno stvar, ki jo treba poudariti, ker smo najmlajši, oziroma pravzaprav dojenček, študij dojenček, je posebnost našega študija tudi to, da se ga lahko udeležite oziroma vpišete vanj brez predznanja portugalskega jezika. Portugalščina se zaenkrat na srednjih šolah še ne poučuje, zato se bomo začeli brez predznanja. Kaj pa to pomeni v praksi? Na prvem mestu bo seveda učenje jezika na vse mogoče načine. Torej, vse predmete bomo izkoristili za to, da se bomo čim bolje in čim v hitrejšem času naučili kar največ portugalskega jezika. Seveda pa je na programu tudi pouk oziroma učenje literature, ki bo za začetek potekala v slovenščini zaradi te jezikovne začetne prepreke. Pomembno je povedati tudi to, res, da smo dojenčki, ampak vendarle imamo že kar lep staž, lepo navzočnost na Filozofski fakulteti kot jezik. Več kot 10 let že obstaja portugalščina kot izbirni jezik, lektorat obstaja že 20 let in zato imamo kar nekaj zelo utečenih sodelovanj tudi z nekaj univerzami na Portugalskem, pa tudi z univerzo v Rio de Janeiro in São Paulo v Braziliji. In redno bojo prihajali profesorji in lektorji od tam in vas razvajali, ker dojenčke treba razvajati. Ja, skratka, kot je omenila naša predstojnica, najina skupnost je zelo majhna, ker poučevali bova Blaška jezik, jaz bom poučevala portugalsko književnost, v prihodnosti pa se nam bo pridružil tudi lektor. Kot je povedala Blaška, je pa mogoče tudi ena posebnost teh najinih začetkov, tudi ta, da bomo gostili res veliko število profesorjev, s katerimi sodelujeva že vsa ta leta, ne glede na to, da se portugalščine ni dalo študirati, portugalskega jezika in književnosti ni dalo študirati v tej obliki. Torej še enkrat, bem-vindos, bem-vindas, dobrodošli, podajte se z nama na oceane, med viharje, na to pustolovščino. Hvala lepa obema. Jaz bi kar pohitela naprej. Ja, no, to je pa, bi rekla, strani profesorjev zdajle zadnja stvar, majčkeno nervozno na uro gledam. Pri nas se, kot že omenjeno, lahko učite tudi v obliki lektorata romanskih jezikov. Z nami je danes od teh lektorjev, lektoric, pravzaprav, ki poučujejo te jezike, naša lektorica za romunski jezik Joana Žijanu, ki ima, bi rekla, zelo velike uspehe pri poučevanju svojega maternega jezika, veliko odmevnost, in bi jo prosila, da nam še par besed o lektoratu romunščine pove. Bună ziua, eu sunt Ioana Gianu, sunt profesoară de limba română la Facultatea de Litere, Universitatea din Ljubljana. Limba română se studiază ca opțional, izbirni predmet, la nivelurile nastovnica A1, A2 și B1. Un curs de limba română are 3 credite. In ima 3 creditne točke. Așadar, avem și alte activități. Imamo tudi različne delavnice, kot teatru, traduceri, curs de B2, gledališče, tečaj B2 in prevodi. Vă place să fiți diferiți? Ste radi drugačni? Studiați limba română, o limbă romanică ciudată, datorită influențelor din alte limbi, limbile slave, turcă, greacă,
študijte romanščine, čuden romanski jezik, zaradi vplivov drugih jezikov, slovanskega, turškega, grškega. In mogoče boste poznali Draculo, ne? Și poate îl cunoașteți pe Dracula. Vă aștept la limba română. La revedere! Najlepša hvala, Joana. Manuela, sprehodimo se na hitro še skozi zadnje slajde, ne, torej možnosti zaposlitve, tega ne bom prebirala. Mislim, da smo vam dokaj prepričljivo, vsaj upam, da je bilo prepričljivo predstavili, bi rekla, prednosti naših študijev. Seveda, dobro izobražen človek ima večje možnosti in potem nadaljevanje študija, ki je seveda možno na drugi stopnji, pa potem tudi na doktorskem študiju. Ob tem čist majčkena opomba, obstaja seveda tudi možnost, da se na drugo stopnjo, recimo konkretno naših programov, vpišete z kakšnega drugega univerzitetnega študija. Tega smo tudi zelo veseli, ampak če vas recimo romanistika zanima, potem je vpis na prvo stopnjo najbolj gladka pot, ne, na drugo stopnjo. No, izredni študij, ne, po vsebini in zahtevnosti enak rednemu, kar pejmo naprej. Gledališko dejavnost, pa mislim, da tudi lahko prevrtimo, ker so kolegi že kar nekaj reklame naredili za to, strokovne ekskurzije. Zdaj bi pa absolutno skrajni čas, ne, dala besedo še študentom, vašim bodočim kolegom, ravno tako predstavnici tutorjev Aniki Logar, pa predstavnici romanistike v študentskem svetu Lari Oštrbenk. Utihnem. Najlepša hvala. Zdaj pa boste vi odprla, Manuela, ali jaz šeram? Lahko kar vi, bo lažje. Sam mislim, da morate vi potem končati, ali bo šlo? Bo šlo. Dobro. Jaz sem Anika Logar in sem študentka slovenistike in romanistike oziroma italijanistike, če smo natančnejši. Sem pa letos koordinatorka tutorjev. Zdaj, kdo sploh smo tutorji? Tutorji smo študentje višjega letnika, ki smo v bistvu tukaj zato, da vam pomagamo na prehodu iz srednje šole na fakulteto. Obstajajo različne vrste tutorstva, in sicer uvajalno, to smo nekako mi, potem za študente s posebnimi potrebami, za tuje študente, obstaja tudi predmetno tutorstvo in pa učiteljsko tutorstvo. Kot sem že omenila, je v bistvu naš namen to, da vam pomagamo pri prehodu, in na začetku prvega letnika dobi vsak izmed brucev svojega tutorja, na katerega se lahko obrnete v zvezi s čimerkoli v povezavi s študijem, se pravi z urniki, predmetniki, z izpiti in tako dalje. V bistvu je pa to tudi ena taka fajn zadeva, zaradi tega, ker se povezujemo, se pravi različni letniki med seboj in spoznate veliko drugih kolegov. Zdaj, struktura tutorstva je taka, da imate, kot sem že omenila, vsi bruci svojega tutorja, potem smo tukaj tutorji in tutorke, potem obstajamo oddelčni koordinatorji vsakega izmed oddelkov in pa na koncu je še fakultetni koordinator študentskega tutorstva. Tole so nekako kontakti. Zaenkrat je koordinator fakultetnega tutorstva Haris Ljubljankič, potem imamo Mašo in pa Saro in pa še jaz sem letos koordinatorka na romanistiki. Tole smo pa letošnji tutorji na romanistiki, nas je nekaj tutork in pa 2 tutorja. Kot vidite, smo nekako enakomerno zastopani, se pravi nekaj za italijanščino, španščino in pa francoščino, tako da če imate kakršnakoli vprašanje, nas lahko kontaktirate nekako že tudi zdaj vmes. Sicer boste pa potem dobili vsak svojega, kot sem že večkrat omenila. Zdaj pa predajam besedo naprej. Pozdravljeni, se slišimo? Ja. Ok, se pravi, ja, še na kratko z moje strani. Jaz sem Nika Mrak, sem predstavnica v študentski organizaciji. Zdaj, študentska organizacija Filozofske fakultete je del študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Člani so vsi, ki se vpišejo, se pravi vsi študentje. Predstavniki pa seveda je eden iz vsakega oddelka. In naša najpomembnejša funkcija je to, da pomagamo organizirati in sofinancirati projekte.
Projekte, ki jih pomagamo sofinancirati, večinoma v sodelovanju z z tutorji in pa seveda s študentskim svetom. Finance dobimo preko študentskih del, se pravi, ko vi delate prek napotnice, tako da se vam splača hoditi na te projekte, ker je to v bistvu nekako nagrada za to, da ste pač pridno delali. In je pa seveda tako fino, da se tudi podružimo v takem neuradnem okolju, kjer ni potrebno samo neko trdo delo, ampak je fajn tudi se malo podružiti, konec koncev je fajn se tudi spoznati med sabo. Taka prijateljstva so včasih pač seveda zelo pomembna čez celo življenje. Tako da ja, to je to z moje strani. Seveda na koncu bomo še odgovorili na vprašanja in kar predajam besedo naprej. Hvala, Nika. No, jaz bom pa zaključila to predstavitev študentov. In sicer, kot je že naša predstojnica, profesor Marinčič omenila na začetku, študent je na filofaksu, pa tudi na našem oddelku nismo samo neke številke in neki pasivni udeleženci predavanj in ljudje, ki samo pridobivamo ocene in pišemo izpite na faksu, ampak smo tudi tisti, ki aktivno oblikujemo pedagoški proces in dejansko vplivamo na to, kako se na faksu dela, kaj se na faksu dogaja. In to konkretno počne študentski svet Filozofske fakultete. Vsak oddelek na faksu ima enega predstavnika in predstavnica oddelka za romanske jezike in književnosti sem v tem mandatu jaz, Lara Oštrbenk. Študentski svet se v bistvu, kot sem že nekako nakazala, ukvarja študentsko problematiko, financira nekatere fakultetne projekte in, kot sem rekla, nekako sooblikuje celotni študijski proces. Najdete nas na Facebooku in tudi na Instagramu, tako da nas lahko malo prečekirate. Ne bom več zgubljala besed, to bo bolj zanimivo prvi šolski dan oziroma prvi študijski dan oktobra, ko pridete k nam. Pa prosim, kar naslednji slajd. Ja, za konec pa vas še povabim, če imate mogoče kako vprašanje, na katerega vam mi konkretno mogoče ne moremo odgovoriti, kaj kar se tiče kakega prepisovanja ali pa možnosti vzporednih študijev, karkoli lahko pišete tudi na našo študentsko svetovalnico oziroma na elektronski naslov, ki ga vidite na slajdu. V glavnem, vsi smo vam na voljo, z veseljem pomagamo, nobeno vprašanje ni neumno, tako da kar nadaljnji z njimi. Hvala lepa. Bi pa se jaz nekaj dodala. Zdaj tukaj so prisotni tudi profesorji, pa seveda vprašajte, če imate kakšno vprašanje, glede na to pa da mogoče česa ne upate vprašati, vpričo profesorje bomo pa mi na tej povezavi še ostali, oziroma tutorji, jaz, Lara pa Nika, se bomo pa predstavili na naslednjo povezavo, ki je pa potem zdajle čez nekaj minut. Tako da, če boste imeli vprašanja za nas, ostanite potem na povezavi. To pa je to z naše. Najlepša hvala za to pomoč pri organizaciji. Jaz bi samo tole skušam tlele slediti v chatu vprašanje. Eno vprašanje je letelo mimo, če se lahko dijaki udeležujejo, če želijo predavanj kljub epidemiološki. Jaz ne vem, če je to nasploh, da lahko kamorkoli pridete, lahko pa povem, da bo med 21. in 25. februarjem spet potekal tako imenovani teden odprtih vrat ali pač dnevi odprtih vrat, pa si morda to poglejte, se boste zlahka našli morda kakšna stvar, ki vas zanima. Meni se zdi to zelo fina stvar, sama sem že sodelovala z enim svojim predavanjem, prišle so 4 dijakinje in je to, bi rekla, prva informacija taka, ki ni prečiščena tako kot tole, kar zdajle tukaj poslušate. Zdaj pa utihnem, če bi kdorkoli še v tej... Katarina, če dovoliš, bi jaz samo v 3 stavkih glede španščine in predznanja povedal, ker se ves čas pojavlja to vprašanje. Ja, tako kot pač tudi italijanščina in francoščina, vsa predavanja, vse ure praviloma in načeloma potekajo večinoma v tem jeziku, ki ga študirate. Seveda, to zlasti v prvem letniku pomeni, da se tudi do neke mere povzemamo, razlagamo vmes, že med samimi predavanji. Imamo pa konkretno na španščini za tistih nekaj študentov, ki so se brez predznanja vpisali, konkretno letos jih je 9,
dodatne, profesori, predvsem kar se tiče vaj, organizirajo neke dodatne povzemalne ure v slovenščini. Zdaj, če bi se slučajno zgodilo, da je omejitev opisa na španščini, vedno nekako zapolnimo mesta toliko, kolikor jih je. Če želite študirati, vam pa vsi, mislim, da priporočamo, če ste brez predznanja, da neko osnovno znanje poskušate pridobiti sami v nekem osnovnem tečaju, do jeseni. Če se odločate za španščino, pa jo imate v gimnaziji, vam pa na vsak način priporočamo, da greste na maturo iz španščine. Če po eni strani zaradi nadgrajevanja znanja, na drugi strani eventualno, če bi se slučajno zgodilo, da pride do omejitve vpisov, pač te točke štejejo iz mature. Ja, hvala, Nace. Sej jaz mislim, da glede predznanja je tako, da seveda je idealno, če ga imate, ni lahko, bi rekla, študirati brez predznanja. Imamo pa izkušnje tudi s študenti, ki so zelo uspešno se vključili v študij. Torej, morate biti pa resnično motivirani. Pa majčkena pripomba še na francistiki, mislim, da sem tukaj prav jaz osebno izjema. Jaz imam za prvi letnik, izključno za prvi letnik predavanja iz književnosti v slovenščini. Ravno zato, da se tisti, ki morda so v francoščini šibkejši, v tem času prvega letnika bolj posvetijo prav jeziku, pa da je literatura malo olajšana z te strani. Ampak mislim, da sem v tem smislu edina. Hvala. Če bi še kdorkoli karkoli vprašal, od kolegov, ki je še povedal, dopolnil. Imamo še celih 5 minut. Jaz bi mogoče dodala za italijanščino, je bilo eno vprašanje, na katerega je že profesorica Ožbot odgovorila. Se pravi, kako je z italijanščino za začetnike. V bistvu sem bila jaz začetnica, v italijanščini sem se znala samo predstaviti, ampak se mi zdi, da ogromno časa boste v bistvu porabili za slovarjem, mogoče, če boste imeli slovar učlence, ne bo več tako zelo lep in bel. Ampak bodo listi nekoliko bolj umazani, ampak se pa da. V bistvu, jaz sem se v prvem letniku predvsem posvetila italijanščini, zaradi tega, ker mi je res več časa vzela, kar je razumljivo, glede na to, da jezika nisem znala. Se pa da, ni nemogoče in je fajn v bistvu to, da so profesorice res prilagodljive, pa je prilagojeno začetnikom, se pa, kot je bilo že večkrat omenjeno, dostikrat zgodi, da mogoče začetniki prehitijo nadaljevalce, oziroma je mogoče fajn celo upozoriti nadaljevalce, da se ne zaspi, ker so v bistvu tiste osnove, ki se delajo in od tega, od glagolov, kako se spregajo, tako da začetnikom je v bistvu mogoče celo lažje, oziroma jaz sem vesela, da sem bila začetnica, ker če gledam študij slovenščine pa italijanščine, mi je lažje študirati jezik oziroma slovnico jezika, ki ga še ne poznam, pa v bistvu odkrivam, zakaj jezik funkcionira tako, kot funkcionira, medtem ko jezik, ki ga govorim, je v bistvu meni bistveno težje študirati vsaj slovnico, ker v bistvu že vse govorim in je ta pravila si težje zapomniti. Tako da, to. Kar se tiče kombinacij, 2 stavka, če lahko, katerakoli kombinacija je formalno mogoča. Pod pogojem, da si zraven izberete še en dvopredmetni študijski prvostopenjski program. Mislim, da psihologija je pravzaprav edini študij na filozofski fakulteti, ki ga nikakor ne morete kombinirati. Mi še dejansko res smo zelo veseli tistih dvojnih romanistov, zdaj mogoče v tem primeru, glede na to, da imamo portugalščino, če izberete španščino pa portugalščino, ste v bistvu ne samo hispanisti ali luzitanisti, pač pa ste iberisti na nek način. Tako da, torej edina prepreka je tukaj res samo formalna. Obračajte se po svojih interesih, mogoče tudi ste lahko pragmatični ob tem. Morate pa vedeti, da če upišete recimo neko dvopredmetno kombinacijo, pa za eno smer nimate pogoja, to pomeni, da v bistvu vam na tistem seznamu, to so vam povedali, se avtomatično premakne na drugo izbrano željo. To so vam verjetno tudi na gimnazijah že razložili. Jaz bi se mogoče oglasila v imenu francistov. Jaz sicer nisem bila popoln začetnik na začetku študija, ampak bi vam pa mogoče toplo priporočala, da če ste, pa če že zdaj veste, da boste šli francoščino študirati,
pač nič vam ne onemogoča, da ne bi že zdaj začeli vsaj malo se pripravljati na to. Sicer, ja, kot so že ostali profesorji omenili, se da tudi iz nule začeti, ampak je bistveno težje, tako da, če že zdaj veste, dajte, kar se da narediti, da boste malo bolj pripravljeni, da boste lažje ujeli kolege. No, tako da, en dobronamerni nasvet. Ja, hvala vsem in obema kolegicama, študentkama, nekdanjima študentkama, no, za te pravzaprav zelo spodbudne besede, ne, glede začetništva in tudi nasploh. A bi še kdo kaj vprašal? Vidim, da v chatu je veliko vprašanj, ne, če ne bomo počasi morda. Manuela, to imaš pa ti čez zaključili tole, pa šli na bis. Tako, ja, predlagam, da zaključimo, ker moramo zaključiti, da lahko gremo na naslednjega. Zato tako. V bistvu pač vsi, ki bi želeli ostati, ne, ki imajo vprašanja, lahko ostanejo še s tutorji. Ja, no. Ja, študentje bomo ostali, če imate kakšno vprašanje, ki jih mogoče, ne vem, ne bi hoteli, se vam zdijo malce nenavadna ali pa tako da. No, ali pa tudi, če ni bilo časa, ne. Ali pa tudi to, ja, seveda. No, čisto v tem smislu. No, jaz se potem dijakom, ne, ki so bili na tej predstavitvi, lepo zahvalim, ostalim, s katerimi se pa selimo na drugo povezavo, se bom pa potem. Tako da vam želim lep dan in seveda dobro izbiro študija, tako, ki bo vas pripeljala nekam, kamor želite priti. Hvala. Dar vedere. Au revoir.